otroke pravljico napiše, kdo je to? Bojča Trojč. Pesmi poje, šali se in riše. Bojča Trojč. Čokolado noro obožuje, ne uboga, nikdar noče spat. Mica pomočnica se huduje, ti pa reci. Bojča Trojč. Kaj ste rekli? Bojča Trojč. Hej, zdravo otroci! Otroci, živjo! Prišla bo pomlad, čakal bi jo rad. Bojč bo da je glasbena. Ne, Mica, samo dobre volje sem, ker je pomlad. Pač pa bom otrokom povedal zgodbico o murenčkih, ki jo je ilustrirala 8-letna Valentinka. Murenčki so super, kako lepo cvrčijo. Ja, res je, tudi meni so všeč. Zdaj, ko je pomlad in ko bo poletje, jih lahko zaslišimo na travnikih, kako cvrčijo, kako se oglašajo. Si že kdaj videl murenčka? Kakšno vprašanje je pa to, če sem ga videl? Pa ne enega. Znam jih izbezati iz njihove luknjice, kjer živijo. Nehaj se bahati, Bojč. K meni pridejo kar sami. Saj smo prijatelji. Ja, seveda, Mica, ti znaš vse bolje kot jaz. Tako pač je. Bojča Trojč. Najprej pa si poglejmo reportažo s terena. Boste videli, otroci, na začetku se delam nekoliko nevednega, kakor da nimam pojma o Murnih. Potem pa, saj boste videli. Bojča Trojč. Bravo. Moja današnja naloga je, da najdem Murna, vsaj enega Murna, lahko tudi več Murnov. Kje ga bom našel, kako se Murni oglašajo, kje živijo, pojma nimam, nekje v naravi smo, tako da gremo naprej in najdimo enega Murna in si ga oglejmo pobliže. Gremo. Razen vetra ni slišati ničesar. Aha, ptiči so. Ali si tukaj, Muren? Ali si skupaj s škrati, ali si pod zemljo, ali si kjer med mahom v lukenci? Ne vem. Tole bi lahko v Murni uporabljali za bazen. Našel sem tole deblo, a ga vidite? Ima neke pike, se mi zdi mogoče, če so Murni zaznavali, da meni dajo vedeti, da jih tam najdem, ne? Slišim nič. Se pravi, pod ljubjem Murni ne živijo. Zdaj smo pa prišli v en del gozda, ki je malo bolj odprt in mogoče tukaj bi pa lahko Murni živeli, naprimer zato, da bi imeli veliko prostora, da bi se jih slišalo vse naokrog. Tako da bomo tukaj zdaj malo pobrskali, malo pogledali. Mogoče sem pomislil tukaj pod mladimi bukvami bi bilo kar lepo zaživeti. Muranček, murančki, kuku, šušu, mjav, mjav. Čudovite, lepe korenine. Med takimi koreninami bi še jaz živel, kaj šele Murni. Pojdite z mano. Dnevna soba, kuhinja, terasa. Vidite tole poličko, terasa, lep razgled. Kamor hočete, poglej. Tukaj reka teče. Pa to je čisti luksus. Tok, ste tukaj, ste doma. Sploh nikogar ni, ne samo da Murnov ni sploh. Mogoče kakšna muha tam živi, ampak je ne vidim. Zdaj pa prihajamo iz gozda na eno bolj taravniško območje in mogoče so Murni tukaj, mogoče imajo radi odprte prostore, še več odprtih prostorov. Čakajte, sej slišim. Tole pa nekaj bo. Po mojem je to zvok, ki ga oddajajo Murni. Dajte se obrniti, prosim, pa poglejte. To je prečudovit travnik. Zdaj pa To je to, godejo, koliko jih je. Zdaj gremo pa v lov. Kje je tukaj v travi se skriva kakšen moran?
Sigurno jih je kakšnih 1000 štukami, ampak rabimo samo enega. Bomo probali tukaj, ki je malo nižja trava, tamle je malo višja, tukaj je malo nižja in mislim, da bomo lažje našli murna. Kaj rabimo za to, da lovimo murna? Od tukaj naprej jaz vse vem, zdaj ko vem, kje živi, ga bom tudi ujel. Tole bo v redu. A ga slišite? Še 2-3 metre daleč je. Zdaj se ga pa ne sliši več. Zdaj moram pa samo najti lukenco, ne? Evo, takole, ujeli smo ga. O, kakšen muranček. Opa, skakun! Ohoho, skače pa je res cela kobilica. No ja. Ja, kakšen lepotec, poglej. Zadaj ima takole 2 kraka kot dirigent. Mogoče pa on je dirigent Murnovega orkestra. Kje pa si zdaj, ja? Tukaj pa sigurno še nisi bil na človeških rokah. Takole, zdaj smo si ga ogledali. Lep muranček je, tak črno-siv, mali rumenkast. Zdaj ga bomo pa spustili nazaj v njegovo luknico. Tukaj je lukenca. Takole približno tole muran vidi, ko se premika preko trave. Vozi slalom. Mimo bilk, rožic. Kje je njegova luknica? Kje je moja luknica? Kje je moja luknica? Se prišel je muran? Zgodil sem se, grem nazaj. Prišel je strašni traktor s priključkom. Pazite se, murni! Skrijte se v svoje luknje, da vas ne povozi in potepta. Ta strašna zver polja in gozda in travnikov. Ajda se je starši odpravila na sprehod v naravo. Iz hiše so zavili na cesto, prečkali hiše in vrtove in se spustili po dolgi peščeni poti, obdani s travniki in gaji. Tam se je Ajda ustavila. Travniki so bili polni cvetlic in so lepo dišali. Bilke pa so se spokojno zibale v lahnem vetrcu. Vtis je bil, kot da prostranstvu vlada popolna tišina. A ko je Ajda prisluhnila, je zaslišala zvonko petje ali pa kot bi kdo igral na majcen instrument. Zvoki so bili posejani po travniku, kakor zvezde po nebu. Povsod jih je bilo slišati. Ajda je radovedno vprašala, kdo pa tako igra ali poje? To je cvrčanje, so pojasnili starši. Murni so. Ali jih lahko vidim? Je vprašala Ajda. Če boš storila natanko tako, kakor ti bom rekel, ga boš videla, ji je dejal oče. Murni se hitro preplašijo, zato bomo hodili počasi in previdno. Ne smemo topotati, šli bomo v smeri cvrčanja. Če bo cvrčanje potihnilo, pomeni, da smo Murna prestrašili. Počakali bomo pri miru, dokler Muren spet ne začne svoje svirke. Pomembno je, da najdemo luknico, v kateri prebiva. Ko bo Muren zaslišal, da smo povsem blizu, bo zbežal svojo luknico. Mi pa ga bomo odtod zbezali s travico. Požgečkali ga bomo in radovednož bo prišel pogledat, kaj se dogaja. Tako so tudi storili. Prav počasi in previdno so hodili. 2-krat so se morali ustaviti, ker je cvrčanje ponehalo. Potem pa so zagledali
luknjica v zemlji in pred njo Murna. Ajda ni zdržala in je stekla k njemu, ta pa je urno zbežal v svoje domovanje pod zemljo. Zdaj pa utrgaj dolgo travico, je oče naročil Ajdi. Dobro, ta bo prava. Zdaj pa sezi s travico v luknjico in požgečkaj Murna. Boš videla, kmalu bo prilezel ven. Ajda je storila tako, kot ji je velel oče. Iz luknjice je kmalu prilezel Muren. Bil je črn in na krilih je imel rumene proge. Ajdi se je zdel zelo lep, kot bi imel oblekico. Podoben je bil dirigentu ali violinistu. Res je pravi glasbenik, ta Muren, je dejala mama. Pravijo, da igra na gosli. S svojim igranjem želi očarati gospo Murenko, da bi prišla k njemu v goste. Muren se je nemirno razgledal naokoli in se kmalu vrnil v luknjico. Ajda in starši pa so se vrnili na rob travnika. Njihov Muren je kmalu spet začel cvrčati in se tako pridružil stotim in tisočim drugim. Naš Muren najlepše igra na gosli, je dejala Ajda. Verjetno gospa Murenka že zdaj teče k njemu v goste. Pred spanjem je Ajda poslušala Murenčke, a svojega Murna ni zaslišala, ali pa so se njegove gosli zlile s travniškim orkestrom. Ni mu več treba igrati, ker je že našel svojo gospo, si je dejala. Ko bodo vsi gospodi Murni našli svoje gospe Murenke, bo pa konec glasbe. In ker je bilo za Ajdo konec dneva, je ob prijetni glasbi Murnov zaspala. Saj si še kar v redu napisal. Hvala, Mica. Ali veš, da je danes z nami tudi doktor Doktor Da, doktor Gospod je znanstvenik, veliko ve. Poslušajva, kaj ima povedati o Murnih. Bojčo, Trojč. Dober dan, otroci. Jaz sem doktor Ne vem, kaj vam je tale Bojčo Trojč natvizil o Murnih. Jaz vam povem nekaj nespornih dejstev. Murni so žuželke. Spadajo v družino kobilic. Ste to vedeli? Niste, kaj ne? V svetu živi kar preko 700 različnih vrst Murnov. V Sloveniji najpogosteje srečamo poljskega in hišnega Murna, ki mu rečemo tudi čiriček. Redkeje pa boste srečali močvirskega ali finskega Murna. Murnovo oglašanje imenujemo cvrčanje ali čiričkanje. Kako čirička čiriček? S trknjenjem svojih kril. Ja. Čiričkajo samo samčki, saj s tem privabljajo samičke. In to v prvi polovici noči in podnevi seveda. Samička izleze kar 60 jajčec v rovček. Iz jajčec se izležejo ličinke, iz ličink pa nastane odrasla živalca. Toliko o Murnih. Nasvidenje. Bojčo, Trojč. Z nami je bil doktor ki ga bomo še kdaj povabili v oddajo, kaj ne? Zdaj pa je naša oddaja pri kraju. Otroci, če se odločite uloviti Murna, bodite z njim nežni in ga pospremite lepo nazaj v njegovo luknjico. Pa lepo se majte. Adijo! Bojčo, Trojč.